začetkih demence, potem bo pa profesor Pirtošek nadaljeval. Demenca je največji zdravstveni, socialni in finančni problem sodobne družbe in to po celem svetu. Demenca je namreč najdražja bolezen, oseb z demenco je več kot 50 milijonov po celem svetu, samo za primerjavo ljudi z rakom je polovico manj. Denarja za raziskave za demenco je pa 10-krat manj kot za področje raka. Tako da rezultati so tukaj tudi nad nami, zato že več kot 20 let ni nobenega bolj učinkovitega zdravila sploh prišlo za zdravljenje demence. Demenca se do 1990 tako rekoč ni sploh zdravila, družine so same se s tem srečevale in reševale ta problem. Ko je Ronald Reagan zbolel, takrat se je pravzaprav začelo bolj na glas govoriti o tej bolezni, pa ti se še danes drži zelo, zelo velika stigma. Namreč demenca tudi traje dolgo časa, pravega zdravila ni, zelo so obremenjeni tukaj svojci. In zato so se začele ustanavljati podobne organizacije po svetu, kot je Spominčica, da bi pomagale svojcem. Zdravniki so bolniki z demenco ugotovili, da pravzaprav potrebujejo tudi svojci dodatno izobraževanje podporo in tukaj lahko omenim, da smo pravzaprav v Sloveniji naredili na žalost še najmanj. Zato pa, ker je to tako zelo občutljivo in veliko področje, je seveda potrebno imeti strategijo. Spominčica je dala pobudo za pripravo strategije 2009. 2010 je bila ustanovljena delovna skupina na Ministrstvu za zdravje, takrat je to ustanovil dr. Marušič in začeli smo delati. Dr. Pirtošek je v tej skupini že od takrat, pol članov skupine pravzaprav delamo že več kot 10 let, ne da delamo samo na strategiji, delamo ves čas povezano. Spominčica je zelo, zelo povezana s stroko, psihiatrijo, nevrologijo, družinskimi zdravniki, tako da je to zelo pomembno sodelovanje. Prva strategija je bila sprejeta 2016, lahko se pohvalim, da smo bili eni od prvih v Evropi, ki smo strategijo imeli, ta trenutek je pa nimamo. In strategija 2016 je bila za obdobje do 2020. V tistem času lahko tudi omenim, da smo pravzaprav vseeno marsikaj tudi naredili. Ministrstvo za zdravje je takrat dalo prvič javni razpis, v katerem so bila namenjena kar precejšnja sredstva za izobraževanje na področju demence zdravstvenih kadrov, formalnih in neformalnih oseb. Tako da smo izobrazili v tistem času skoraj 20 000 oseb v Sloveniji. To je ena od pomembnih stvari, stalno permanentno izobraževanje, kajti demenca je ena od bolezni, zadnjič smo imeli po dolgem času spet srečanje v Bruslu, ker zaradi COVID-a se nismo toliko srečevali in so eni od večjih svetovnih specialistov povedali, kako pomemben pri demenciji je nefarmakološki pristop. Ta najbolj pomaga, bolj kot zdravila in je poudarek na tem, skratka tudi Spominčica ves čas tudi na tem dela. Skratka, strategija je bila zaključena, začeli smo s pripravo nove strategije, kajti če strategije nimaš, potem je na vsakem področju manj narejenega. Zato poudarjamo, kako pomembno je imeti strategijo. Pred COVID-om smo dobili na ministrstvu imenovanje nove delovne skupine za interdisciplinarne, to moram poudariti, da so zajeta vsa področja tudi NIJZ in pripravljali smo novo strategijo. V času COVID-a je bilo to precej težko, potem je prišlo do zamenjave ministra, vlade in tako, da so se stvari malo zavlekle, ampak skupina je strategijo pripravila. Strategija je pripravljena, zaključena, tudi akcijski načrt in zdaj čakamo, da gre v odobritev. Skratka, za področje demence je strategija več kot potrebna, noter je 10 osnovnih ciljev, ki jih mora država slediti. In seveda smo v tem trenutku ena od redkih držav, ki v Evropi strategije nima, zato smo zelo zainteresirani in zelo tesno sodelujemo tudi z politiki, odločevalci, da bi to strategijo sprejeli, kajti in dobili in na ta način bi pravzaprav lahko tudi bolje poskrbeli za to področje. Naj samo omenim, da več kot 90% oseb z demenco živi doma in za te je treba poskrbeti. Seveda smo zelo zainteresirani, da bi tudi sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, da bi na ta način
poskrbeli za tiste, ki so doma. In kot je gospa dr. Švabova omenila, potrebno je moramo zaščititi njihove človekove pravice, dostojanstvo in vse ostalo, za katero pravzaprav je premalo narejeno. In tudi da rečem, da ima samo vsak četrti človek diagnozo, toliko jih je doma, ker demencija je ena od bolezni, ki jo v začetku zelo težko zaznamo. In zato ves čas poudarjamo ozaveščanje in zmanjševanje stigme. Tukaj mediji lahko veliko pripomorete k temu, da ljudje, ki imajo doma že začetke nekoga v družini z demenco, da morda pomislijo in prepoznajo, zakaj je človek drugačen, zakaj imajo z njim težave, morda zato, ker ima znake demencije in je treba čim prej k zdravniku. No, to je, da še omenim, tudi Svetovna zdravstvena organizacija je naredila strategijo 2017 do 2025. Mi smo bili eno leto pred njimi, takrat smo bili od 196 članic, koliko jih ima Svetovna zdravstvena, 27 je imelo strategijo, tako da to je ena od pohvalnih stvari. Drugo še morda, da omenim, da je tako Svetovna zdravstvena organizacija kot Alzheimer International in Evropska proglasila demenco za prioriteto javnega zdravstva, preventive, raziskav in socialnega varstva. In da vsi naši evropski poslanci so tudi člani Alzheimer alianse v Evropskem parlamentu. Zelo aktiven je Milan Brglez, tudi Romana Tomc in že pripravljena je nova strategija European Care Strategy, oskrba, ker v času COVID-a se je izkazalo v vseh državah, kako šibko in slabo skrbimo za tiste, ki so doma. Ne samo za osebe z demenco, ampak za starejše in tudi tiste s posebnimi potrebami. In letos smo v letu duševnega zdravja, je prav, da poudarjamo in iščemo rešitve, hitre rešitve, ne hitre, da jih rešujemo zdaj, to smo nekaj hitre. Hvala lepa, to bi bilo vse z moje strani, zdaj bom pa prepustila besedo profesor Pirtošku, s katerim sodelujeva več kot 12 let. Ja, jaz se vam ne bom zahvaljujem, bom kratek, vsem bi mogoče res začel z 3 kratkimi zahvalami, ki so ljudem ali skupinam, ki so pripeljali do tega, da bo Slovenija zdaj tudi ena izmed tistih držav, ki bo dobila tudi strategijo. Z mojega stališča, kot da največja zahvala gre bolnikom, pa ne toliko bolnikom, kolikor njihovim skrbnikom, ki so utelešeni v mnogih in prostovoljcih in skupinah v spominčici in tako naprej, in ki so pravzaprav v veliki meri nas z svojim pritiskom, bom rekel, spominjam, da se moramo tudi za to področje človekove duševnosti boriti. Moja druga zahvala gre ministrstvu, torej morda delovno osebi, ne mogo gospe Čobalovi, ki je z nami vsa ta leta tudi zlasti ministrstvo, zaradi tega, ker je zelo neprijetni in nepotrebni pauzi, bom rekel, ki je bila pred 2 letoma, pa ne samo zaradi COVID-a, pravzaprav spet nadaljevalo delo skupine, ki je sedaj multidisciplinarna in seveda zajema vse stroke in bolnike. Tudi in pa tretja moja zahvala res gre vam, mnoge vas poznam in moram reči, da ste seveda bili vedno v času sponov in pacov ste bili na strani in bolnika. Kajti, kot je rekla gospa Zlovec, to je pogosta bolezen, to je težka bolezen. Če si za trenutek zdaj predstavljamo, da smo vsi tule stari 80 ali pa 85 let, ima vsak drugi od nas demenco in ne ve, kdo je in ne ve, kdo je ta prijazna gospa, ki mu je prinesla te čokoladne bombone, ki si ima tako rad. No, skratka, Slovenija lahko veliko naredi na tem področju že z sprejetjem strategije, ne bom ponavljal zgodovine strategije, morda bi vam povedal samo na kratko 10 stebrov, na katerih ta strategija, na kateri smo delali, temelji. Najprej vse bolj se zavedamo, da lahko ogromno tega, če ne preprečimo, kot so recimo razne vaskularne žilne demence, pa vsaj odložimo. Mi lahko, to je danes Alzheimerjevo demenco, odložimo, če živimo na določen način, da lahko odložimo
za morda 5-6 let. Še vedno, če nam je zapisana v knjigo našega življenja, jo bomo dobili, vendar koliko je to verjetno, če dobimo 6 let kasneje. Se pravi, en velik del tega stebra strategije so preventivni programi, zdrav način življenja. Drugi steber, zavedamo se, da če mi demenco pravočasno odkrijemo in jo začnemo zdraviti in pravzaprav povemo diagnozo, tako svojcem, kot tudi zavarovalnici in zdravnikom in tako naprej, da lahko bolezen precej olajšamo, se pravi diagnosticiranje zgodnjih faz demence je nek drugi steber, na katerem temelji naša strategija. Potem tretje, seveda takrat, ko pa demenca potem pride in pride v različnih fazah in z različno dinamiko, se pa kot družba, kot poklici moramo organizirati za eno ustrezno in usklajeno postdiagnostično multidisciplinarno obravnavo, kjer moramo biti skupaj in zdravniki, in bolniki, in skrbniki, in socialni delavci, in in politika, in nevladne organizacije in tako naprej. Da ne pozabimo tudi paliativne oskrbe in seveda skrbi za dostojno življenje teh ljudi brez stigme. Četrti steber, na katerem temelji ta strategija, je, da bi želeli uporabljati sodobno informacijsko, komunikacijsko tehnologijo, ki bi prišla potem v vse domove, v vse institucije in podobno. Peti steber je, da sem ga že nakratko omenil, pa da smo ga posebej podarili, da je izjemno pomembno. To je počuvanje dostojanstva bolnikov tudi do samega konca, borba proti stigmi, to je še vedno bolezen, nažalost, ki je hudo stigmatizirana in v zvezi s tem neka zavestna izgradnja demenci prijaznih skupnosti, nekega mesta, nekega Ljubljana, nekega Celja, nekega Ormoža, kjer bodo ljudje vedeli za to bolezen, kjer bodo prijazno pomagali enemu starčku, ki se je zdaj čisto izgubil, pa ne ve, kje bi, kjer bodo ulice, barve, luči pravzaprav prilagojene temu človeku. Šesti steber, ki smo ga tudi že v prejšnji strategiji na akcijskemu planu zelo začeli gledati na njem, je izobraževanje vseh nas. Potem osmi steber je, da se zavedamo, da brez raziskovanja ni kvalitetnega dela. Seveda ni potrebno, da je raziskovanje samo zadnja molekula nekega amiloida tam. Raziskovanje je tudi preprosto vprašanje, koliko nas je v Sloveniji, koliko je v Sloveniji bolnikov z demenco, kako, se pravi, epidemiološke, tudi socialne študije, ne samo farmakološke. Potem deveti steber, ki se mi zdi posebej ugotovljajoč za tako majhen narod, kot so Slovenci. Veste, mi smo predmestje Londona, mi smo predmestje Londona in vendarle jaz pojma nimam, kaj delajo v Mariboru, ta bolnica pojma nima, kaj delajo tam. Skratka, vzpostavili bomo en tak nacionalni center za demenco, ki bo koordiniral izobraževanje, raziskovanje, pristop do teh bolnikov. No in potem deseti steber, to pa je izkušnja zadnjih 2 let, pa da se moramo pripraviti seveda na ustrezno obravnavo demenc, osebnih demenc v času epidemije. Jaz mislim, da smo se iz COVID-a veliko naučili, delali smo dobro in delali smo slabo. In lahko pa še boljše. No, zdaj, moj zadnji stavek bi bil pa samo to, da pa kljub temu, da recimo tole strategijo, ki smo jo pripravili, je pa po svoje dobra novica, ki pa bo močno vplivala na spremembo pokrajine obravnave demence v naslednjih letih, je pa, da je, mislim, da 26. januarja 2023 FDA, to je ameriška
agencija za zdravila odobrila po 13, 20, pa nekaj takega leta prvo zdravilo, ki ga z nestrpnostjo čakamo, ne, in ki bo pa strašno spremenilo to, ne, na katerega se bo pa zdravstveni sistem, morda nekoliko manj socialni, bom povedal, zakaj pa predvsem zdravstveni sektor moral močno pripraviti. Gre za zdravilo, ki ne ozdravi te bolezni, tudi je ne zaustavi, za približno 30% zmanjša upad, ampak to so taka zdravila, ki jih imamo tudi pri rakih, recimo pa pri ALS-u, tudi če bo vaša mama ali pa oče samo za 3 leta bolj kvalitetno živel.